Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za oddajo Dogodki dneva. Dva so glasodajalca dala negativno mnenje k celjskemu prostorskemu načrtu. V Rogaški Slatini pripravljajo pester nabor aktivnosti v mesecu športa. Celjski nogometaši slavili proti Radomljam, v četrtek pokalni polfinale z Olimpijo. Lokalni košarkarski obračun v Laškem dobili košarkarji Šentjurja. Čeprav se je novo vodstvo mestne občine Celje ob nastopu mandata pred dobrima 2 letoma takoj lotilo tudi dokončanja občinskega prostorskega načrta, se zdaj pri njegovem sprejetju zapleta. Potem, ko je bila lani po 15 letih od začetka njegove priprave izvedena javna razgrnitev, je občina zdaj prejela negativni mnenji 2 od 40 soglasodajalcev. V začetku preteklega leta so nov celjski občinski prostorski načrt javno razgrnili in nanj prejeli več kot 360 pripomb. Smo nekako zaokrožen dokument nosilcem urejanja prostora v končne potrditve, končna mnenja predali jeseni leta 2024. Teh nosilcev urejanja prostora je 40 in do danes smo prejeli 26 pozitivnih mnenj. Na 12 mnenj še čakamo, tukaj gre za usklajevanja s kakimi manjšimi dopolnitvami ali enostavno neodzivnost teh organov, ampak mislim, da bomo z aktivnim pristopom v kratkem tudi ta mnenja pridobili. In pa 2 negativni mnenji, ki pa sta obe za nas precej problematični in temu posvečamo zelo veliko pozornosti že v zadnjih nekaj mesecih. Nažalost pa bomo morali se s tem ukvarjati tudi še v prihodnjih nekaj mesecih. Prvo negativno mnenje je dalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dotika pa se zlasti področja sprememb kmetijskih površin v stavbne. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v mnenju, ki ga je podalo, zapisalo, da se površine oziroma predlagalo, da v občinskem prostorskem načrtu površine, ki jih iz kmetijske spreminjamo v stavbno namensko rabo, bistveno zmanjšamo glede na predlog, ki ga je občina podala. To se ne sklada z predhodnim dopisom, ki ga je leta 2021 to isto ministrstvo občini že poslalo, kjer je potrdilo kvoto stavbnih zemljišč, ki jih s tem OPN-jem pridobimo in kot je bila razgrnjena, in tu nas zdaj čakajo v bistvu obsežni pogovori in pogajanja z ministrstvom, da čim več teh zemljišč v planu tudi ohranimo. Mi smo seveda pripravljeni tukaj tudi na kompromise, na pogovore, kljub temu pa je namen sprejemanja občinskega prostorskega načrta, da v mestni občini za urbano rabo zagotovimo kar je mogoče, kolikor je mogoče veliko površin za gradnjo. Drugo negativno mnenje, ki po mnenju župana naslavlja kompleksnejše težave, je podala Direkcija za vode. Priprava OPN se je namreč začela že davnega leta 2009, nastal pa je na podlagi poplavnih kart z vključeno hidrologijo iz leta 1994. Ta je bila sicer veljavna do druge polovice lanskega leta, torej še v času javne razgrnitve novega občinskega prostorskega načrta. Direkcija za vode pa je zdaj pridobila novo hidrologijo, niti še ni izdelanih novih poplavnih kart in od nas zahteva, da to vključimo kot nov vhodni podatek, kar pomeni, da bi dejansko morali celoten občinski prostorski načrt izdelovati na novo. Vprašanje namreč je, koliko se lahko 2 tako različni strokovni podlagi tukaj skladata. Za nas je to nedopustno, ker gre za nov vhodni podatek v postopku, ki je, kot sem na začetku omenil, bil pričet še na podlagi ene povsem druge zakonodaje v letu 2009 in voden skozi številne faze pridobivanja tudi mnenj tega organa.
tako da smo pridobili tudi pravno mnenje, ki kaže na nedopustnost takega ravnanja nosilca urejanja prostora, pa vendar smo v redni komunikaciji, praktično v tedenskih sestankih in poskušamo najti kompromisno rešitev, ki bi omogočila sprejem plana, kot je bil zasnovan, brez seveda spreminjanja celotnega koncepta zasnove. Prav zato je v tem trenutku še vedno nemogoče napovedati, pravi celjski župan, kdaj bi lahko občinski prostorski načrt sprejeli. V primeru, da bo potrebno izdelovati nove poplavne karte, to pomeni, da zagotovo plan ne bo zaključen v tem letu, oziroma vprašanje sploh, če v taki obliki, kot je bil javno razgrnjen. Ukolikor bomo uspeli z obema resorjema uskladiti predlog, ki bo sprejemljiv za obe strani, pa bomo seveda OPN v glasovanje predali tudi mestnemu svetu. Zakon o urejanju prostora je občine zavezal, da občinski prostorski načrt sprejmejo do konca leta 2024. Zaradi dolgotrajnih procesov in ker vse občine tega do zdaj še niso storile, pa so rok podaljšali do konca leta 2026. V Rogaški Slatini bodo tudi letos med 24. majem in 20. junijem pripravili mesec športa. V tem obdobju se bodo zvrstili številni dogodki, med drugim Bobrovo bicikliranje in Afroditin tek Štajerskim valom. Rogaška Slatina pa bo tudi letos gostila cilj ene izmed etap kolesarske dirke po Sloveniji, pripravili bodo tudi mednarodni festival športnega filma. Konec julija bo v tem zdraviliškem mestu potekal še mednarodni teniški turnir za dekleta. Žena, gremo! To ne smete zamuditi. Ko si ti nor, kako je to poceni? Trgovine, joge! Športno obarvani dnevi v Rogaški Slatini, ki je tudi sicer znana po športu in dobro razviti športni infrastrukturi, se bodo začeli s kolesarjenjem. Četrto, Bobrovo bicikliranje ni le športno-rekreativno kolesarjenje, temveč priložnost za promocijo več kilometrov kolesarskih poti v destinaciji in promocijo trajnostne mobilnosti, kateremu stremimo v sami destinaciji. Letošnja novost Bobrovega bicikliranja je ta, da so organizatorji traso nekoliko podaljšali in sicer do Podčetrtka. Sama daljša trasa bo predstavljala za najmlajše mogoče izziv, zato ostaja tudi ta krajša trasa do Bobrovega centra in nazaj na Evropsko ploščad. Vse skupaj se začne ob 9. uri na Evropski ploščadi 24. maja. Ena novost je tudi bungee trampolin za naše najmlajše, ki bo brezplačen seveda za udeležence ob Evropski ploščadi. Prijave na bicikliranje bodo odprte do konca aprila, vsak udeleženec pa bo, kot je že v navadi, prejel tudi medaljo. Osmič bo na športnem sporedu tudi Afroditin tek s Štajerskim valom. Za Evropske ploščadi bodo tekači startali 7. junija. V bistvu gre za dogodek, ki spodbuja gibanje, pozitivno energijo in zdravje. Dogodek je vsako leto bolj priljubljen, do danes se je na vse razdalje skupaj prijavilo že okoli 1400 udeležencev. Program teka ponuja raznolike discipline, ki so primerne za različne stopnje pripravljenosti, in to so 1 km, 5 km, 10 km, Afroditin pohod na Janino, test hoje na 2 km, vozičkanje. Najbolje pripravljeni tekači pa se letos prvič lahko preizkusijo v teku na 21 km. Ker v kozmetiki Afrodita verjamejo, da gresta lepota in zdravje z roko v roki, bodo za to priložnost priredili tudi svoj slogan. Slogan, ki se drugače glasi lepa v svoji koži, prilagodimo glede na dogodek aktivni v svoji koži, kar v bistvu odraža vse, kar ta dogodek predstavlja. Tekom meseca športa v Rogaški Slatini pripravljajo tudi festival športnega filma. 4. mednarodni festival športnega filma bo nadgrajen z tistim, kar smo do zdaj imeli, in sicer nadgrajen predvsem v tem, da želimo ta festival približati domačinom, ne le učencem v osnovnih šolah in dijakom, ki si ogledajo v teh 3 dneh filme v kulturnem centru. S tem namenom pripravljajo odmevnejši dogodek, ki se ga bo udeležilo nekaj bolj znanih slovenskih športnikov, a je po županovih besedah o imenih še prehitro govoriti. Po podatkih organizatorja je na
je že do danes oddanih več kot 50 prijavljenih filmov. Strokovna komisija bo le-te pregledala in izbrala najboljše, ki bodo tudi predstavljeni v sklopu festivala. Zmagovalci pa bodo sodelovali tudi na izboru v Milanu. Konec julija in v začetku avgusta pa bo na sporedu tudi teniški turnir. 28. julija do 3. avgusta, dekleta do 16 let in veseli nas, da bo lahko na turnirju sodelovala tudi domačinka iz tenis kluba Rogaška, ki se strmo vzpenja po lestvicah v svoji kategoriji. Največji dogodek v Rogaški Slatini pa bo zagotovo cilj druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Dirka bo potekala teden dni prej kot ponavadi, od 4. do 8. junija. Drugo etapo pa bodo kolesarji v Rogaški Slatini zaključili 5. junija. Muzikal Veronika Deseniška se v letošnjem letu vrača na celjski Stari grad. Letos bo muzikal dobil še dodatno težo in aktualnost, saj mineva natanko 600 let od smrti Veronike Deseniške. Priljubljeni muzikal so prvič uprizorili leta 2016, doslej pa si ga je ogledalo že več kot 25.000 gledalcev. V 4 letošnjih predstavah bo v vlogi Veronike znova nastopila Eva Černe-Avbelj, na odru pa se ji bodo pridružili Klemen Bunderla, Tjaša Hrovac-Steklasa, Željka Predojević-Korošec, Srdžan Milovanović, Marjan Bunić ter Gregor Ravnik. Glasbo za muzikal je ustvaril Leon Firšt, eden najprodornejših slovenskih skladateljev mlajše generacije. Predstave bodo na Celjskem gradu na ogled zadnji vikend v mesecu juniju in prvi vikend v mesecu juliju. V 31. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja s 3:1 slavili na gostovanju pri Radomljah. Celjani so z 2 tekmama manj trenutno na 4. mestu prvenstvene lestvice. Četrtek jih na domačem stadionu čaka polfinalni obračun pokalnega tekmovanja proti Olimpiji. Celjani so bili v športnem parku v Domžalah boljši tekmec, toda prvi so se zadetka veselili domači nogometaši. Đorđe Gordić je zadel po prvem obetavnem protinapadu Radomelj. Kot že večkrat v tej sezoni je Celjanom v drugem polčasu uspel popoln preobrat. Že v 3. minuti nadaljevanja so izid uspeli izenačiti. Podajalec je bil Tamar Svetlin, strelec pa Jegor Prucev. V končnici tekme je na sceno stopil celjski napadalec Aljoša Matko, ki je najprej zadel v 79. minuti po podaji Klemna Nemaniča. Matko je bil nato natančen še 5 minut kasneje, ko je dosegel svoj 6. gol v letošnji sezoni, ter na klubski lestvici strelcev ujel Svita Sešljarja in Marija Kvesiča. Ena težka tekma po evropskem spektaklu, ampak nekako šli smo res dobro tekmo, nekako nismo zadeli in na koncu naša klasika, neka kontragol in treba se vračati v tekmo, ampak smo spet pokazali en karakter in se smo res veseli teh treh pik. Celjani so dosegli 5. zaporedno prvenstveno zmago in ostajajo v igri za evropska tekmovanja. Z 2 tekmama manj za 3. Koprom zaostajajo za točko, za 2. Mariborom za 5. Teoretično je še vedno ulovljiv tudi zaostanek za vodilno Olimpijo, ki ima trenutno 17 točk naskoka. Mathematically is still I seen in football know how difficult things. Matematično gledano smo še vedno v igri. V nogometu je mogoče vse. Poglejte samo našo tekmo proti Fiorentini. Kdo bi pred obračunom verjel, da bomo do konca povratne tekme v igri za napredovanje? Ničesar ne želim prehitevati. Če si bo Olimpija tudi matematično zagotovila naslov, ji bom seveda stisnil roko in ji čestital. Predtem pa nikakor ne. Ne želim razmišljati o naši končni uvrstitvi, ampak želim, da gremo od tekme do tekme. Vsaka tekma je za nas finale. Smo v fazi sezone, ko se odloča o lovorikah in za nas je vsaka naslednja tekma, kot da bi igrali finale. V nogometu ne moreš gledati v preteklost. Igralcem sem povedal, da naj pozabijo na Italijo in se obrnejo k izzivom, ki so pred nami. Celjane že v četrtek čaka naslednji pomemben obračun, ko se bodo v polfinalu pokalnega tekmovanja pomerili z ljubljansko Olimpijo. Vsi komaj čakamo to tekmo, nekako imamo z Olimpijo še neporavnane račune iz prvenstva, tako da v četrtek, če bomo bili pravi in igrali našo igro,
ni straha za pozitivne rezultate. Po četrtkovem pokalnem obračunu bo Olimpija v Celju v državnem prvenstvu gostovala prihodnjo nedeljo. V zadnji tekmi 25. kroga košarkarskega državnega prvenstva sta se sinoči v lokalnem derbiju v Laškem pomerili moštvi iz Zlatoroga in Šentjurja. Šentjurčani so slavili s 66-58 in ohranili možnost za osvojitev 5. mesta pred končnico. Zlaščani bodo o ohranitvi prvoligaškega statusa odločali 30. aprila, ko bo v Treh lilijah gostovala Škofja Loka. Mislim, da se danes nimajo naša ekipa česa sramovati. Imeli smo eno zelo dobro obrambno predstavo, ker smo se res borili do zadnjega atoma moči, napadalno ni steklo, nismo zadeli, trojko smo imeli 29-5. Jasna je stvar, v torek naslednje treba Škofjo Loko doma dobiti. Vabam vse navijače, da se Laško ohrani status prvoligaša. Čestitam fantom za zmago. Igrali smo v nekem krču, 16 dni brez tekme. Vedeli smo, da bo težka tekma. Ne glede na stanje na lestvici, Laško je dodal izkušene igralce in mi smo se mučili, ampak na koncu srečno izvlekli zmago. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V petek bo oblačno, še bo možna kakšna ploha. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.